Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Neurje, ki nas je prizadelo prejšnji teden, ni prizaneslo celotni Sloveniji, pa tudi Gorenjski ne, prav tako psihiatrični bolnišnici. Kaj vse se je zgodilo? Uničilo vam je vse, opremo? Tako, v noči iz četrtka na petek je voda predrla naš zid in vstopila v naše pritlične in pa kletne prostore. V teh prostorih se izvaja zdravstvena dejavnost, predvsem urgentna ambulanta in pa tudi vsi ostali bivanjsko-podporni procesi. To pomeni, da smo ostali brez čistilnega servisa, brez kuhinje, pralnice. Komplet dnevna bolnišnica je bila pod vodo, tako da smo v bistvu zelo prizadeti. Odneslo nam je vso opremo, vso računalniško opremo, tako da smo v teh 2 dneh iznesli za približno 60 ton materijala. V sami bolnišnici ste imeli 90 pacientov, ki pa ste jih premestili nekaj v ostale bolnišnice, nekaj pa v domačo oskrbo. Tako je. V petek se je pri nas nahajalo 81 pacientov, od tega smo jih 17 premestili v psihiatrično bolnišnico Ormož, 10 v psihiatrično bolnišnico Vojnik, 2 v psihiatrično kliniko Ljubljana, enega na Jesenice, vse ostale pa smo odpustili v domačo oskrbo. In seveda rabili boste tudi finančno pomoč za vso novo opremo in pa seveda vse tiste aparate, ki ste jih uporabljali za zdravljenje. Tako je, ker smo ostali brez vsega, bi res potrebovali kar nekaj finančnih sredstev, da bi lahko nadomestili vse to. To so ogromne količine denarja, ki jih bolnišnica sama ne bo mogla predvideti. Je bil na obisku tudi premier, tudi trenutno v funkciji ministra za zdravje, ki nam je obljubil pomoč, tako pri izvajanju del oziroma iskanju izvajalcev samih del in tudi finančno pomoč strani same intervencije. Tako da se v tem imenu zahvaljujemo vsej delegaciji in premierju, ki je včeraj prišla v našo bolnišnico. Hvala lepa. Prosim.